Dober dan in lep pozdrav še z reporterskega mesta, spoštovani gledalke in gledalci. Začenja se torej 32. kolo prve slovenske nogometne lige. Dvoboj med Domžalami in Gorico je pred nami. Načrtno delal na igri z glavo na teh priložnostih in to se je potem tudi pokazalo v prvenstvu. Zdaj krasna akcija Domžalčanov. Dober strel, oziroma dobra podaja v kazenski prostor tudi. Smajlagić zdaj mimo Dobrovoljca, dovolj hiter je bil, da je žoga ostala v igri, potem pa še ena podaja v kazenski prostor. Filipović, ni prepovedanega položaja, Gorica vodi z 1:0. Ob koncu 42. minute, torej nepozornost v domžalski obrambi. Dobrovoljc zdaj pelje žogo na nasprotno polovico, pa Vetrih, Ibričić. Še ena podaja v prostor, tokrat Sikošku. Sikošek v kazenski prostor, gnezda Čerini in rezultat je 1:1. Spet je pri žogi ob kotu Senjat Ibričić. Podaja proti Vetrihu. Enkrat v tem drugem polčasu je že bilo takšno obdobje, hitro so ga izkoristili tudi zadetkom, pa Vuk zdaj v kazenski prostor proti Lazareviću. Posrečena zadeva tudi za Novogoričane. Zdaj lepo preigravanje Lazarevića. Še naprej je Lazarević pri žogi, strel Lazarevića. Jubilejni 10. kot za Domžalčane na tem srečanju. Podaja na prvo vratnico proti Gabru Dobrovoljcu, je šla žoga srečno odbila. Kolenc, še enkrat Kolenc. Tule mislim, da Santini ni bil povsem prepričan. Danes se je izkazal z nekaj imenitnimi podajami. Fantastičen pregled nad igro ima Senjat Ibričić. Še ena podaja v kazenski prostor, Vuk in zadetek Slobodana Vuka. Vendarle nekaj zgrešenih podaj, nekaj ne povsem natančnih strelov, ampak na koncu bo Slobodan Vuk očitno as iz rokava Simona Rožmana. Prišel je v igro na začetku drugega polčasa, poživil igro, kot sva nekajkrat povedala. Zdajle pa je dosegel svoj 6. zadetek v letošnji sezoni. Ja, sem pozdravil navijače pa svoje domače. Ne, tokrat jih ni bilo, ampak so bili tisti, ko so vedno moji najbližji. V bistvu ne prav veliko, v bistvu smo se držali svoje igre. Rekli smo, da gremo na glavo, nekako gremo riskirati vse, tako da se nam je na koncu prestovali, smo obrnili rezultat. Ja, nič, Domžalje so, mislim, da načeloma skozi celo tekmo bili bolj nevarne, ampak dobro smo izkoristili v prvem polčasu zadeli in poskušali ta rezultat držati, čakati na neke protinapade, ki jih nismo najboljše izkoristili, oziroma tisti mogoče zadnji pas je manjkal. In škoda na koncu, ker je bila rešljiva situacija in v večini primerov bi jo rešili, tako pač na žalost so Domžalčani zadeli.